Pozdravljeni! Danes pojdimo v čas, ko so Nemci v zrak poslali prva reaktivna letala. Ameriški in angleški bombniki že od sredine leta 1943 neprestano bombardirajo Nemčijo. Nemci si vse bolj želijo vzpostaviti ponovni nadzor nad Tretjim rajhom. Toda ker je Luftwaffe imel vse manj letal in se niso mogli enakovredno spopasti z zavezniškimi lovci, so se nemški znanstveniki odločili, da ustvarijo letalo, ki bo za svoj čas daleč najbolj napredno. To je bil Messerschmitt 262, prvo reaktivno bojno letalo. Nacistična Nemčija je veliko vlagala v tehnologijo in v superorožja, da bi zmagala v drugi svetovni vojni. Zato so že leta 1939 začeli vlagati v razvoj turboreaktivnih motorjev. Prvo reaktivno letalo je bilo Heinkel He-178, ki je v zrak poletelo dan, preden je Nemčija napadla Poljsko. Prototip letala Me-262 so naredili že leta 1940. Krstni polet je bil 2 leti potem, saj so morali odpraviti vse pomanjkljivosti na letalu. Letalo je v uporabo prišlo šele leta 1944, ko je Hitler ugotovil, da mu trenutno letalstvo ne more prinesti zmage v zraku. Zato so letalo končno uporabili v boju šele pozno leta 1944. Letalo sta poganjala 2 turboreaktivna motorja in letalo je prav zaradi tega lahko doseglo hitrost 900 km/h, kar je bilo 125 km/h hitreje od najhitrejših lovskih letal tistega časa. Letalo je bilo dokaj majhno in so ga tudi zaradi tega zavezniški lovci še težje zadeli. Letalo je imelo močno oborožitev, 4 topove MK-108 in 24 raket kalibra 55 mm in je brez težav uničeval ameriške bombnike. Bombniška verzija letala je bila oborožena z 2 250 ali 500 kg bombama. Toda ker je bilo letalo prehitro, je bil kot bombnik neučinkovit. Obstajal je tudi nočni lovec Me-262, ki so ga razvili proti koncu vojne, toda ni prišel v redno uporabo. Nemški reaktivec Me-262 je impresioniral mnoge letalske ase, zato so novo letalo dali uporabljati le izkušenim pilotom, saj je bilo letalo prehitro, da bi zaupali uporabljati novincem. Z letalo Me-262 so Nemci od sredine leta 1944 do aprila 1945 se strelili med 545 in 745 letal. Letalo je bilo tako močno in tako dobro usposobljeno, da je imelo 4-krat večjo možnost za zmago proti kateremukoli zavezniškemu letalu. Toda kljub veliki tehnološki prednosti v končni fazi letalo ni imelo velikega pomena. Nemčija ga je prepozno začela uporabljati. In tudi zaradi pomanjkanja goriva in ker so zavezniki uničili večino nemških tovarn, so zato proizvedli le 1430 reaktivnih letal. Veliko letal je po koncu vojne padlo v roke zaveznikom in češko-slovaškemu letalstvu, ki je letalo uporabljalo do leta 1951. Po modelu Me-262 so zavezniki naredili svoje verzije reaktivnih letal, kot so F-86 in MiG-15. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan!